Pozdravljeni in dobrodošli. Glavobol je ena najpogostejših težav, ki jih doživimo v življenju. Migrena pa ni samo hud glavobol, je nevrološka bolezen, ki lahko človeka za ure ali dni povsem ustavi. Kdaj glavobol ni več nedolžen? Kaj se med migrenskim napadom dogaja v možganih? In kakšne možnosti zdravljenja imamo danes? O tem z mojo gostjo, profesorico dr. Janjo Pretnar Oblak z Nevrološke klinike v Ljubljani. Pozdravljeni. Dober dan. Zakaj nas ljudi boli glava? V bistvu je glava, pravzaprav možgani niso oživčeni, so pa oživčene zelo dobro možganske ovojnice, pravzaprav žile in kup drugih struktur, ki nas bolijo in k temu smo eni bolj, eni manj nagnjeni. Običajno nekega jasnega vzroka za to ni. Temu rečemo potem primarni glavobol in v resnici se to epizodično od časa do časa pojavlja pri večini ljudi. Taki glavoboli pravzaprav so nam vsem poznani, v 90% jih ljudje imamo, niso pa nič kaj zelo nevarni. Ne? Kakšen pa je najpogostejši glavobol, ki ga lahko imamo? Najpogostejši glavobol je tenzijski glavobol. To je glavobol, ki je kot nek tiščoč, neprijeten glavobol, ki tudi je zmerne intenzitete, običajno od blag do zmeren. Skoraj vsi ga poznamo, ker se včasih pojavi, lahko je posledica napetosti mišic, lahko v bistvu tudi vratna muskulatura napeta. Zelo veliko nekih vzrokov je oziroma jasnega takega vzroka, da bi ga lahko dokazali z nekim slikanjem ali pa z neko tako preiskavo niti ni. Dejstvo pa je, da kot sem rekla, se pojavi in potem relativno hitro tudi izzveni. Kaj svetujete, tako ko se nam pojavi glavobol? Takoj vzamemo protibolečinska zdravila ali počakamo, da ne bi šli čez? Odvisno je, kakšen je. V resnici tenzijski glavobol, ki je običajno tiščoč, simetričen, zmeren glavobol, tukaj največkrat pomaga sproščanje, pomaga kakšen sprehod, pomaga v resnici, da počakamo in se sprostimo. Pri glavobolu, kot je pa migrena, v bistvu to je pa glavobol, ki je po intenziteti precej hujši, običajno po eni strani glave lociran, tudi ga lahko spremlja bruhanje in tako naprej, slabost. Pri teh glavobolih najprej podučimo bolnika, da pač gre za migreno in če tak glavobol prepozna, takrat pa definitivno je potrebno analgetike vzeti čim bolj zgodaj, da se glava ne razboli in potem dejansko kakšen glavobol relativno hitro lahko mine, če pa se glava razboli, lahko pa tudi do 3 dni traja. A smo nagnjeni k migrenam, je to dedno? Zelo, zelo pogosto se pojavljajo migrene v družinah. Zelo pogosto, v bistvu imamo, če vprašamo človeka z migreno, a so njegovi družinski člani, če je kakšen tudi za glavoboli, največkrat imajo tudi sorodniki glavobole. Kakšen pa je odstotek ljudi, ki ima migrene? Migrene ima 10 do 15% ljudi v populaciji, bolj pogoste so pri ženskah in kaj ne rečem, med ljudmi, ki smo bolj v stresnih poklicih, recimo, tudi bolj pogosta. Ne? Lahko. Pri ženskah zato, ker smo kompleksnejše? Lahko rečemo. V resnici je hormonsko pogojeno zelo, tudi v resnici z drugimi dejavniki, ampak dokazano bistveno bolj pogoste pri ženskah, ja. Rekli ste že, da se loči glavobol od migrene, potem da je lociran po eni strani, da je bolj intenziven. Ali mora vsak, ki se mu zdi ali pa doživlja migrene, iti najprej osebnem zdravniku, potem nevrologu, ali kakšen je postopek diagnosticiranja? Migrena je tako hud glavobol, da v resnici že refleksno, zaradi tega, ker nam analgetiki ne zadoščajo taki, ki jih so v prosti prodaji velikrat, pa tudi zato, ker ljudi skrbi, ker je to močan glavobol, običajno grejo k svojemu zdravniku in mu potožijo in v resnici na podlagi tega, kar pač tak bolnik pove in tudi na podlagi tega, da je sicer v vmesnem obdobju povsem v redu, se da dosti jasno postaviti diagnozo, tako da ni to potrebe po nekem
da rečem, slikanju ali kaj takega običajno. Če je kakorkoli v dvomih tak nevrolog, tak splošni zdravnik oziroma družinski zdravnik, potem bo seveda bolnika peljal naprej in mu dal napotnico za k nevrologu, ki se s tem ukvarja. Predvsem pa spadajo k nevrologu bolniki, ki imajo pogoste migrene, ker danes obstajajo v resnici zelo učinkovita zdravila, ki preprečujejo nastanek ponovnih migren in lahko zmanjšajo frekvenco glavobolov za 50 in več odstotkov, tudi manj hudi glavoboli so, tako da se vsekakor bolnike, ki imajo pogoste migrene, napoti k nevrologu. Kdaj pa se odločite za slikanje z magnetno resonanco? Če smo kakorkoli v dvomih, da gre res za migreno. Včasih kakšne žilne malformacije lahko oponašajo migreno. Skratka, da ne bomo sprožili nekega takega splošnega prepraha, ampak običajno gre za bolnike, ki imajo kakšne nevrološke izpade. Nevrološki izpadi sicer ob migreni niso zelo redki ob začetku, pogosto ljudje imajo neke motne vida, lahko tudi kakšno mravljinčenje ali kaj takega, ampak to zelo hitro izzveni in potem pač tega ni več. To je migrenska avra. Če se to zelo pogosto pojavlja, če se vedno po istem kopitu pojavlja in tako, potem je dejansko prav, da bolnika vidi tudi nevrolog in ga tudi na slikovno diagnostiko usmeri. Ali se lahko avra pojavi, ne da bi se za njo pojavila migrena? Lahko, ampak takrat pa še prav posebej je priporočljivo, da tak bolnik gre k zdravniku oziroma k nevrologu, da ga preišče in tudi slikovno diagnostiko opravi. To je seveda možno, zlasti, če je tak pacient recimo bolj neobčutljiv na bolečino ali kaj takega, tako da je ta glavobol opiše, če ga res vprašaš zelo natančno omeni nek glavobol, ki je mogoče blažji ali kaj takega. Tako da običajno glavobol je v resnici tako neizrazita, da ga manj opazi. Skratka, običajno je pa migrenska avra in potem sledi hud glavobol. To je pa v večini primerov tako. Ja. Ali imajo lahko migrene tudi že otroci in mladostniki? Lahko. Migrene se največkrat začnejo pojavljati, ker so najpogostnejši pacienti ženske, ob menstruaciji, ob hormonski aktivnosti, lahko pa tudi že pri otrocih. In bom rekla, otroci imajo nekoliko še bolj izrazito poleg glavobola se pojavi zelo pogosto bruhanje driska in to so pač otroci, ki veliko pediatrov vidijo, preden jim postavijo diagnozo, ker je treba vse ostalo izključiti. Kako pa zdravite otroke v primerjavi z odraslimi? V bistvu ta zaščita z preventivnimi zdravili je manj nekako preizkušena, ampak tudi vse bolj nekako se seli tudi v pediatrično stroko, zlasti v te zgodne obdobje, ko dejansko punčke dobijo menstruacijo in se pojavijo glavoboli tudi že v ta obdobje, da jim tudi že dajemo biološka zdravila občasno, če je res hudo. Se vam zdi, da je primerov migrene v današnjem svetu več, kot je bilo včasih? Težko rečem, v resnici smo vse bolj osveščeni, kaj je res migrena, kaj je pravzaprav tenzijski glavobol, kdaj so. Skratka, migrene je v resnici že ves čas veliko, nekako 15%, 10 do 15% populacije ima migrenski glavobol, zdaj pa, da pa je to kronična migrena, da je to pogosta migrena, teh je pa manj. Vsekakor je pri bolniku, ki živi, bomo rekli, ne zdravo, ampak da nima pravzaprav higiene spanca, da ne je redno, da pravzaprav se obnaša nekako ne optimalno, je migren potem več. Tako da s takim nekim ukrepanjem, da je pač bolnik svojemu telesu prijazen, se lahko marsikakšnemu migrenskemu glavobolu izognemo. Ja, gotovo. Zelo pomembno je, koliko spimo tisti, ki imamo migreno, kaj jemo in to, kako zelo se sekiramo, absolutno vpliva. Kaj pa so sprožilci migrene? Sprožilci migrene najpogostejši je ravno ta menstrualni cikel. Ob menstruaciji, posebej ob začetku menstruacije,
potem lahko tudi ob ovulaciji. V resnici, če se hormone omenja, ob nosečnosti je glavobolov manj, ob menopavzi jih je manj, je pa potem recimo potem, ko rodi ženska, pa tako ponavadi kar boga, ne. Skratka, od hormonov zelo odvisno, potem je pa razna hrana, prav sprožilni neki momenti, recimo kakšni siri, dodatki k hrani, recimo ta MSG, se pravi neki mononatrijev, se pravi skratka dodatki hrani, tudi rdeče vino, kakšni siri, ki so starani. Hrana je pomemben sprožilni dejavnik in zelo pomembno je, da ljudje vodijo dnevnik glavobolov. Namreč mi se en mesec nazaj zelo težko spomnimo, kaj smo jedli en dan pred migreno. Vedeli bomo, koliko nas je glava bolela, kako je bilo hudo, take stvari pa pozabimo. Tako da v bistvu to, da gremo cel ta seznam skozi, koliko smo spali, koliko smo v bistvu jedli prejšnji dan in tako naprej, na te sprožilce, da smo pozorni in se jih pol v bodoče izogibamo. Tudi čokolada in kava sta med njimi? Tudi čokolada in kava, posebej pretiravanje z enim in drugim. Včasih so kakšni prav na te črne čokolade občutljivi, predoziranje kave. V resnici vse nekako pri migreni naj bi bilo, da smo zmerni pri vsem. To bi morali biti, pa se včasih težko držimo. Tudi stres zelo pomemben sprožilec, ki se mu včasih pač nemogoče izogniti. Včasih pa se migrena sproži, če ne spijemo redno zjutraj kave, ki smo jo bili navajeni. Ne? To je neka rutina, ki te lahko vrže s tira. Ne? Tudi. V resnici, se pravim, če smo zmerni, ne bom rekla, da ne smeš nobene kave več. Ja, to so v resnici momenti, na katere moramo biti pozorni. Tudi vreme recimo lahko vpliva, tudi na njega ne moramo vplivati, ne? Ampak ko je tlak nižji, tudi ko se o kavi pogovarjamo, takrat, ko je tlak nižji, imamo lahko v resnici bolj verjetna je migrena tiste dni. Rekli ste, če se pojavlja pogosto, da obstaja možnost preventivnega zdravljenja. Kakšno je to zdravljenje? Danes imamo na razpolago kar nekaj zdravil, ki delujejo v glavnem na CGRP. V bistvu gre za mehanizem, ki ga precej dobro že poznamo, ki sproži migrenski glavobol, cel redosled dogodkov, ki ga pravzaprav lahko zavremo z temi zdravili. Načeloma gre za biološka zdravila, ki jih jemljemo v injekcijah enkrat na 4 tedne. Jih je kar nekaj na razpolago, večina kar zelo uspešnih. In v zadnjem času so se pojavila tudi zdravila, gepanti, v resnici take male molekule, ki pravzaprav lahko delujejo kot zdravijo sam glavobol, se pravi, imamo zmanjšan glavobol ob nastopu migrene in istočasno delujejo preventivno na pač glavobole, ki se kasneje pač pojavljajo. Tako da, če jih jemljemo vsak drugi dan, tudi lahko preprečimo nastanek novih migren. Tudi sami glavoboli so ob tem manj pogosti. Skratka, predpogoj za vsa ta biološka zdravila oziroma gepante je to, da pravzaprav vodi oseba dnevnik glavobolov. Brez tega zelo težko ocenjujemo, koliko smo učinkoviti. Glavobolov ne bomo nikoli v celoti se znebili, še vedno je neka nagnjenost ostane, da bojo imeli migreno, ampak lahko jih je pa do 50%. Če rečemo, da je zdravilo uspešno, mora biti vsaj 50% manj glavobolov, pa tudi manj so izraziti, tako da tudi bolj blaga analgetična zdravila oziroma blaga zdravila lahko zadostijo, da se glavobol pač v tisti akutni fazi pozdravi. Kakšne neželene učinke pa imajo, na primer, biološka zdravila? Biološka zdravila imajo sorazmerno malo stranskih učinkov, lahko se pojavi na mestu vboda, aplicira se jih tako kot neka recimo inzulinska injekcija ali kaj takega podkožno, zelo enostavna uporaba je, v bistvu enkrat pokažemo pacientom in v bistvu znajo aplicirati. Skratka, na mestu vboda se lahko pokaže malo rdečine, lahko imajo tudi malo preobčutljivostne reakcije, sicer je pa tako so blagi in ne zelo pogosti stranski učinki od tega, da imajo recimo
recimo malo občutka napetosti v trebuhu, malo kakor ene prebavne težave, ali pa tudi mogoče tudi, kot opažajo, da je malo več izpadanja las, to so neki taki, da rečem, dosti pogosto opisovani stranski učinki, ki pa še vedno so relativno redki. Večina jih je strašno zadovoljnih, ker tak glavobol in količina analgetikov, ki jih vsak mesec pojejo, da se zmanjša vsaj na polovico, je v resnici vsakmu v hudo olajšanje. Ja, gotovo. Nekdo, ki ima v družini migreno, vpliva na celo družino, na dinamiko celo družine. Kaj vi svetujete bolniku z migreno, kako naj pove svojim najdražjim, kako naj se takrat vedejo, kaj lahko oni tudi mogoče kaj pripomorejo? Ja, glavna je preventiva, to smo že rekli, ne? Tako da v resnici to, da imamo redne obroke, redno spimo, izogibamo se stresom in nekim takim stvarem. Ko pa človek ima enkrat migreno, je pa v resnici najvažnejše, da čim prej zdravilo vzame, ne? Potem pa gre v temen, miren prostor, najboljše je, če odspi. Tudi samo spanje brez analgetika ugodno vpliva na migrenski glavobol, če seveda lahko zaspijo, ker bo potem v večini primerov izzvenel glavobol. Najboljše je, če vzamejo analgetik, grejo spat, po domače povedano, miren prostor, in če to svojci upoštevajo, je to super. Če ima recimo neka mamica male otroke, jih je treba odpeljati, če ne, skratka, v večini situacij, kjer rabimo neko dodatno pomoč svojcev, je to v bistvu največ, kar lahko naredimo, da tazga človeka pustimo v miru. Ja, gotovo. Kateri pa so znaki glavobola, ki jih ne smemo spregledati in nas morajo peljati na urgenco? Ne glede na to, ali ima človek migreno, ali pa nima, v bistvu ima lahko kakšen nevaren glavobol kdaj. Nevarni glavoboli so taki, ki se začnejo iznenada. To je recimo subarahnoidna krvavitev. Načeloma migrena, če ocenjujemo bolečino do 10, lahko doseže bolečino najvišje stopne. Ampak če nastane nenadno, ne, je pač to treba takoj dejansko k zdravniku, tudi če je kakšna motnja zavesti zraven ali kaj takega. Druga stvar je, da recimo, če imamo vročino zraven, ne, to tudi kaže na kakšen meningitis ali kaj takega. Če je tak glavobol se pojavil potem, ko smo se kaj v glavo udarili ali kaj takega. Tudi če smo, v resnici kakršenkoli nevrološki izpad, da se zraven pojavi to, kar sem prej govorila o migreni z auro, se pravi, da ima kdorkoli neko hemiparezo, senzibilitetni izpad, karkoli, da bi dejansko kazalo na nevrološki izpad, je boljše, če gre kdaj nevrologa pogledati. Eden izmed hudih glavobolov je tudi tako imenovani Hortonov glavobol, zelo intenziven. Na srečo ga ima malo ljudi, ampak bolniki opisujejo to kot najstrašnejši glavobol življenja. Hortonov glavobol, ta pa je v resnici za razliko od migrene bolj pogost pri moških. Realno, včasih smo mu rekli glavobol v klastrih. Pojavlja se tako, da imamo več glavobolov na zaporedne dni, lahko, teden, 2 tedna ali kakorkoli. Običajno je taka epizoda, ko imamo pogoste glavobole, pol jih pa nekaj časa nimamo. Načeloma ta glavobol malo manj traja, migrena po definiciji od 4 ure pa do 72 ur, tak Hortonov glavobol pa običajno tam uro, 2 ali kaj takega. Je pa bolečina huda in dejstvo je, da v resnici občasno so te ljudje tako, za razliko od migrenskih glavobolov, butajo z glavo ob steno in tako naprej, so zelo nemirni, ne grejo ležati in počivati. Ampak tako. Tudi pri teh je pa treba dejansko preventivnega zdravljenja čim prej se lotiti, zaradi tega, ker v resnici želimo, da se tako bolečino pač prepreči. Pa kratkotrajni so tako, da sploh preden prime zdravilo, ga je že konc. In to jih verjetno potem zelo onesposobi, so fizično potem izčrpani po takšnem glavobolu. Ja. Vsekakor te pa sigurno vsi sodijo k nevrologu in to čim prej na neko preventivno zdravljenje. Vsak pozna v naši bližini nekoga,
nekoga, ki pa nikoli v življenju ni imel glavobola. Tudi vi poznate koga, ki ga nikoli ni bolela glava? V moji bližini pravzaprav ne, morda moža, ker ga tako crklamo, da ga nikoli ne bože. Sicer imajo pa vse hčere tudi migreno, tako da v resnici to, kar sem rekla, da so glavoboli zelo pogosti. Dejstvo je, da, a veste, to, da nekdo ne omenja, da ima nek pač blažji glavobol, še ne pomeni, da ga nima, ampak ta migrena pa je tako izrazita, da jo pa vsi v resnici omenjajo in zdravijo večinoma. Ja, zagotovo. Migrena je takšen tip bolečine, kot te res onesposobi. Dejansko takrat v tistem času zelo težko kaj delaš. Res je boljše, da ti dajo vsi mir, ne? In je zelo povezan s stresom. Ali tudi bolnikom svetujete kakšne vaje sproščanja, avtogeni trening, jogo, karkoli, da bi se znali umiriti? Migrena, morda nisem prej bila dost jasna, kar se tega tiče. Migrena ima veliko sopojavov, to ni samo glavobol. Eno je, da ima to migrensko avro na začetku, drugo je, da se pri bolnikih pojavi slabost in bruhanje. Pogosto je to toliko intenzivno, da v resnici že težko analgetik damo, če malo prepozno štartamo s tem. Poleg tega so pa, ne vem, moti svetloba, moti zvok, en kup sopojavov je, ki so precej, bom rekla, neprijetni in neugodni. Tako da v resnici, mislim, migreno je ta prvo najbolj važno prepoznati, da to je migrenski glavobol, potem se navaditi čim bolj zgodaj z analgetiki operirati in bolnika zdraviti, čim je to mogoče. Se pravi zgodno ukrepanje. Kar se tiče tega, da bi kakšen migrenski glavobol lahko z avtogenim treningom preprečil, v resnici sama naravnanost tega, da je človek nasplošno bolj spočit, bolj zrelaksiran in tako naprej, tako da na dolgi rok zagotovo, ampak to, ko se migrena enkrat začne, da bi probal zdržati brez zdravil, je v resnici kontraproduktivno običajno. Včasih naletim na ljudi, ki imajo glavobol in ne vzamejo analgetika. Pravi, bom še počakal, ne. To mene, ki imam migrene, seveda spravlja v paniko, ker nimam tam kje čakati, ne. Že takrat, ko pomislim, je prepozno verjetno, ne. Ja. Zakaj menite, da ljudje se bojijo, nočejo vzeti protibolečinskih zdravil, ki bi jim olajšal, na primer glavobol, ki je ravno tako lahko zelo zoprn? Analgetiki v resnici so zdravila, na katere v resnici želimo njihovo porabo zmanjšati, čim bolj. Imajo večinoma stranske učinke, ali na želodec slabo vplivajo ali kaj takega. Zlasti pa neugodno to, da vedno manj pomagajo. Ne? Tako da v bistvu to, da ljudje nagonsko analgetikov ne želijo vzeti, ni slabo. Če gre za nek glavobol, ki je v resnici tenzijski, ki je mogoče tudi zaradi tega, ker imamo recimo kakšne bolečine, cervikogeni, rečemo, da je vrat recimo boleč ali kaj takega, ta muskulatura napeta. Skratka, v tem primeru v resnici bi bolj pomagalo sproščanje, ni treba analgetika vzeti, pri migreni pa vedno. In zato je eden od ta glavnih, bom rekla, tudi izobraževalnih recimo momentov zdravnik, ko se pogovarja z svojim pacientom, čim ve, da gre za migreno, je treba dejansko pač vzeti analgetik zgodaj. In to kar močen, čim prej. Ja. Zagotovo. Ali se ženskam v perimenopauzi ali menopauzi migrene zmanjšajo? Največkrat, ni pravila povsem, ni to dokončno pravilo, ampak pri večini se pa zmanjša in se tega v resnici zelo veselijo. Ja. Da že kar čakajo. Kdaj bo to obdobje, ki potem zaradi ničesar drugega ne, ampak zato ja. Pa ja. Svetovna zdravstvena organizacija je pred desetletjem uvrstila injekcije botoksa kot pomoč pri glavobolih, pri migrenah. Kakšne so vaše izkušnje kot strokovnjakinje? Imate paciente, ki so poskusili z botoksom? V resnici gre za specifično uporabo, na posebna mesta se daje botulin in da rečem čistko, zdravilo je v bistvu vsaj toliko učinkovito kot tudi biološka zdravila, taka sem jih prej omenjala, da primerjam. Ne? Problem je v tem, da dejansko je
Ljudi, ki znajo to aplicirati, so razmerno malo, precej komplicirano je cela zadeva in tudi konec koncev drago. Ne? Tako da v glavnem je pa učinkovito in posebej pri bolnikih, pri katerih smo neuspešni z drugimi metodami, je to definitivno ena možnost, ki se je poslužujemo. Tudi vse več kolegov to zna delati. Ja. Odlično. Ali se kdaj zgodi, da kakšnemu pacientu ne morete ublažiti migrene? Se in tudi migrenski statusi, se pravi, da migrena traja več kot 3 dni, več kot 72 ur, se dogajajo. Tudi v ta namen imamo tudi v bistvu intravenozna zdravila, tudi ta na podoben način delujejo. Tako da migrenski status se da ustaviti. Tudi to, da smo s kakšnimi zdravili v bistvu neučinkoviti, je kar pogosto, ampak v resnici poskušamo, zdaj zdravil je več različnih, a ne, tako da to, da z enim ne dosežemo optimalnega učinka, se pojavi, pol z drugim poskusimo. Dejansko se potrudimo z vsemi temi možnostmi, ki sem jih omenila, od različnih CGRP inhibitorjev do teh gepantov, do tega, da imamo pravzaprav tudi botulin na voljo, in akupunkture in tako naprej. Skratka, poskušamo za vsakega bolnika najti neko varianto, da mu vsaj približno olajšamo glavobole. Kam bo šel napredek zdravljenja migren? Farmacija napreduje, razumevanje mehanizmov, ki so v ozadju migrene, napreduje in jaz sem res v zadnjih nekaj let hud optimist. Se mi zdi, da je to področje, ki definitivno je v moji karieri, veste, v resnici zelo veliko ukvarjam se s kapijo, pa je bilo v zadnjem času tudi ogromno narejenega, kaj vse znamo zdraviti, pač stopiti strdke in tako naprej. Ampak migrena je pogosta, migrena onesposablja in s temi zdravili, kjer smo v bistvu prišli ljudem toliko nasprot, da lahko spet delajo, da so lahko dejansko nekako funkcionalni, smo neskončno dobrega naredili. Tako da jaz sem v resnici zelo optimistična in se mi zdi, da za napredkom v resnici so ta zdravila vse boljša, tako da smo bolj učinkoviti, manj stranskih učinkov imajo, tako da, ja. Kaj bi svetovali tistim, ki naj jo poslušajo in so žrtve migrene? Kako naj živijo, kako naj se lotijo svoje bolečine? Za začetek vsakmu zagotovo pač daje, mislim, zdi se mi smiselno, da analizira, kakšne vrste glavobol ima. Vodi na dnevnik glavobolov, se s tem dnevnikom oglasi pri svojem zdravniku. Načeloma prepoznati migreno, če je kakšen od teh glavobolov migrena, je v resnici najpomembnejše, ker potem vemo, kdaj je potrebno zgodaj reagirati, kdaj je pomembno v resnici se izogibati sprožilcem in tako naprej. Potem v naslednji fazi, če ima več kot 4 glavobolne dni, 4 migrenske dni na mesec, potem se splača o preventivi pogovarjati in potem je treba v resnici se k nevrologu odpraviti. Teh preventivnih zdravil ne dobiš pri družinskem zdravniku. Sicer pa splošna merila, zmernost pri vsem, ne? Od spanja, hranjenja do v resnici stresa in ostalih stvari. Najlepša hvala, vse dobro vam želim. Hvala lepa. Hvala, ker ste bili z nami in prisluhnili pogovoru o glavobolih, ki jih ni za podcenjevati, saj lahko zelo močno zaznamujejo vsak dan. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.